V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so preteklo sredo gostili literarni dopoldan s pisateljico Majdo Eržen Novak in ilustratorko Hano Nekrep. Majda Eržen Novak je muzikologinja, ki se v zadnjem času posveča otroški literaturi. Hana Nekrep pa je mlada umetnica s Pragerskega, ki na svojih ilustracijah najraje uporablja slovensko nesnovno kulturno dediščino in naravo v obliki nežne ljubke slike. Avtorici sta v knjižnici otrokom predstavili svojo knjigo Dogodivščine lisičke Viktorije. Zakaj pišem pravljice, me je vprašala gospa. Jaz jih pišem zato, od nekdaj berem pravljice. Že takoj, ko sem znala brati sama, sem brala pravljice, prej sta mi pa ati pa mami zvečer navadno, da sem lažje zaspala, prebrala pravljico. Navadno zato, da sem se umirila, da sem pozabila, kaj je bilo slabega čez dan, da sem se spomnila same lepe stvari in pol je bila kakšna lepa pravljica na vrsti in pol sem lažje zaspala. Tudi za vas mislim, da je fino, toliko nekih problemov imamo včasih, ne, da včasih kaj se vem, ali kdo zboli, ali sem po svetu, veste, da se tudi marsikaj hudega dogaja, to tudi vemo, ne, vsi otroci zvečer ne morejo iti spat v posteljice, tako kot vi lepo lahko greste, ker so pač živijo v takem strašnem času, da tudi pač nimajo svojega miru. Potem še kaj drugega se dogaja, kakšni hudobni ljudje nam nagajajo in takrat vam povem, je najlepše, da se zatopite v kako pravljico. Katerokoli vzamete, vam bo polepšala srce pa dušo. Ne? In tudi jaz vedno rajši berem pravljice zato, da preberem, pol pa je tisto hudega že mimo, pa je svet že spet lep. Ne? Zato pišem pravljice, zato smo se tudi s Hano spoznale, kar kmalu smo se ujele, da smo pravljičarke, ona riše krasne slikice, jaz sem jo spoznala tako, da sem gledala, ker od nekdaj rada pišem pravljice, kdo bi pa moji Viktoriji, pa mojim drugim likom narisal slikice take, da bi bile meni všeč, da bi jaz točno vedela, aha, to je lisička, to je sova, to je sinička, to je rožica, da bi bila res tiste stare slikice, ko ne ugibam, kaj je, zdaj malo kritiziram neke moderne knjigice, ko mi včasih niso všeč, kakšni ilustratorji, sploh ne vem, kaj je, ali pa na televiziji, ko gledate risanke. Ene risanke so super, ene so pa grozne. Zdravo, Mici, je Viktorija sitno lisičnila proti veverici Mici. Nismo še pri polbetu, prej je še srečala veveričko. Veverica je šla na živce, ker se je res vedno nekaj pritoževala, čez da so ji bodi si kradli orehe, bodi si jo je mučila revma. Včasih jo je motilo, da je pihal močan jugo. Neprestano je bilo nekaj narobe. Danes se lisički ni ljubilo poslušati njenega jamranja, svojo energijo je morala varčevati, saj jo bo potrebovalo za tekmovanje. Ker kot veste, bo danes športno tekmovanje vseh živali in vsi radi zmagamo. Se vidiva kasneje, če boš prišla, sicer se ti ne splača, ker bom tako ali tako jaz zmagala v vseh disciplinah. Raje ostani kar doma, je še utegnila biti nekoliko zoprna Viktorija in že je stopicala še hitreje po gozdni poti. Bila je malce prehitra in nepazljiva in se je skoraj zaletela v volka Poldija, ki je pred svojo kavarno brisal mize. Volk Poldi ima tako lepo pisano kavarno, tamle jo vidite, rumena je in polna slastnih stvari, kakor je povedala pisateljica, vsega mogočega. Kaj pa imate vi radi iz kavarne? Pico. Pico? Jaz pa rogliče. Ja, tudi. Jaz burek. Super. No, in prav tako ima lisička Viktorija najrajši rogliček. Jaz bi pa zbrala sladoled. Pazi, kje hodiš, je zarenčal Poldi. Pri tem je pokazal zobe in še nekoliko zaškilil z očmi, da je lisičko kar oblil mrzel pot. Volka so se vsi bali, ker je bil zelo nevaren, nikoli ni bil preveč prijazen, a brez njega si gozdne kavarne niso mogli niti predstavljati. Saj prav on prodajal bogato zalogo jedače in pijače in skoraj vse, kar si je kdo zaželel. Od kozjih, kravjih, ovčjih, mlečnih izdelkov, pa vse do različnega peciva in salamic.
Le kje je vse to dobil? Pa pustimo tudi to raje ob strani. Rada bi kavo, smetano iz ovčjega mleka, sladoled z jagodami in rogljiček, prosim. Veš, moram se dobro podpreti, da bom popoldne pri močeh za tek. Prideš tudi ti, Povdi, je čebljala lisička, nemerneč se zaškila s pogled in tiho rečanje. Volki seveda ni odgovoril.